Ampak v tem trenutku bom kar takoj predala besedo našemu dragemu gostu, profesorju dr. Igorju Papiču, da nas nagovori. Tudi potem si bomo dogodek zapomnili, ker ste prvič v tej zasedbi z nami. Izvolite. Hvala lepa. Dobrodošli na še enem izobraževanju odraslih. Gotovo smo vsi zadovoljni, da se vidimo v živo po daljšem obdobju in vsekakor upamo, da to obdobje nekako gre v zaton in da bomo nadaljevali tako, kot smo bili vajeni prej. Seveda z vsemi izkušnjami, ki smo jih pridobili v tem obdobju. Torej, spoštovana direktorica Andragoškega centra Slovenije, doktorica Nataša Potočnik, spoštovane udeleženke in udeleženci tega posveta, veliko zadovoljstvo mi je, da vas lahko pozdravim v imenu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Marca letos je bila sprejeta resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih do 2030, do leta 2030. Med glavnimi cilji so še večja vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, okrepitev izobraževanja odraslih in usposabljanje za uspešno odzivanje na potrebe trga dela. Ti cilji niso pomembni le za posameznice in posameznike, ki se odločajo za vseživljenjsko učenje, ampak za celotno družbo. Zato so cilji omenjene resolucije povezani tudi z drugimi strateškimi dokumenti, kot je Strategija razvoja Slovenije 2030, le skupaj s sodelovanjem vseh generacij in opremljeni znanjem se lahko uspešno spopadamo izzivi, kot je COVID, podnebne spremembe, energetska kriza in zagotovimo uspešno prihodnost države. Ljudje, zlasti starejši, težje sprejemajo spremembe in se nanje prilagajajo. Ravno izobraževanje in posledično znanje sta dva elementa, ki ima lahko pri tem najbolj pomagata, zato morata biti dostopna vsem generacijam. K temu bo pripomogla tudi pred 2 letoma uvedena svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba. Do zdaj je bilo v svetovanje vključenih več kot 43.000 odraslih, med drugim so jim svetovalke in svetovalci približali tudi zeleni in digitalni prehod, ki sta pomembna za razumevanje današnjega sveta. Cilj svetovalk in svetovalcev je, da ta znanja približajo tudi ranljivim skupinam odraslih. Tudi sicer se še posebej posvečajo motiviranju ranljivih skupin za vključevanje v izobraževanja in usposabljanja. To je velik izziv, ki ga boste nedvomno naslovili na današnjem srečanju. Vaše ugotovitve pa nam bodo seveda veliko pomoč pri oblikovanju nadaljnjih korakov na tem področju. Pomembno je tudi, da na področju izobraževanja odraslih sodeluje celotna izobraževalna vertikala. Dovolite mi kratko razmišljanje za samo recimo področje univerzitetnega izobraževanja, kjer sem večinoma deloval. Kadarkoli govorimo o nekih vizijah razvoja, konkretno visokošolskega prostora, govorimo o tako imenovanem vseživljenjskem učenju, oziroma ne vem, mogoče se sploh ne zavedamo, da to dejansko že živimo. Višja kot je izobrazba, najbrž bolje samoumevno, da to vsakodnevno izobraževanje poteka naprej, tudi na ravni samih profesorjev. Prihajam z področja tehnologije in zagotavljam vam, da tisti tehnološki dosežki, ki jih danes uporabljamo, zastarijo v cirka 10 letih. Se pravi, če se mi ne prilagodimo z našimi vajami, predavanji študentom, se nam dobesedno lahko smejijo na predavanjih. Seveda je tudi zanimivo potem ta razprava o tem, o novih poklicih, a so res novi poklici, ali se pa obstoječi poklici tako spreminjajo, pa se sploh ne zavedamo. Zakaj to omenjam konkretno? Inženir elektrotehnike je bil pred 100 leti in je danes še vedno inženir elektrotehnike. Kaj je bila pa vsebina ali pa znanje tega inženirja pred 100 leti ali pa danes, si pa lahko predstavljamo. Čeprav poudarjam še to, da osnove elektrotehnike temeljijo na nekaj 100 let starem fizikalnem znanju. Torej, da imamo skupne osnove,
vsak dan se pa seveda prilagajamo novim ugotovitvam, novemu razvoju. Kot rečeno, to vseživljenjsko učenje mora vključiti vse ravni izobraževanja. Pomembno je medresorsko sodelovanje. Obveščen sem, da pri teh aktivnostih deluje preko 10 ministrstev, sodeluje Služba vlade za razvoj in kohezijo, kohezijsko politiko ter Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in migracije. Naj zaključim z vizijo resolucije. Ta je, da morajo imeti vse odrasle prebivalke in prebivalci Slovenije v vseh življenjskih obdobjih enake možnosti in spodbude za kakovostno učenje in izobraževanje. Prepričan sem, da bomo z vašo pomočjo to zavezo tudi dosegli. Torej, na zaključku želim vam uspešen posvet, dobro izmenjavo vaših izkušenj in pa seveda tudi dober ples v pavzi, kot sem bil poučen. Hvala. Hvala lepa, gospod minister. Nekje na spletu o vas piše, da se zavzemate za prenos akademskega znanja v vsakodnevno življenje. Mi na Andragoškem centru imamo zdaj eno mlado kolegico iz Finske, ki govori in deluje o ljubiteljski znanosti. Se pravi, počasi bomo vsi znanstveniki, vsi bomo zavzeto spremljali pojave in jih prenašali v vsakodnevno življenje, seveda pa akademska izobrazba pri tem ne bo ovira, prej prednost. Hvala lepa. Hvala.